Toneta Rusa. Zdaj pa na oder spet vabim člane ansambla Fantje z vseh vetrov. V 40 letih glasbenega ustvarjanja je ansambl Fantje z vseh vetrov izdal plošče ter zgoščenke, dobil je številne nagrade, zlate plošče in seveda je prav, da danes omenimo vse to ter pogledamo v arhiv. Zdaj prosim za pomoč vodjo ansambla Fantje z vseh vetrov, Franca Kramerja, Frenka, da nam pove še nekaj o nagradah, malo se pohvalite. Hvala za besedo. Nagrade so se začele dogajati z našim prvim nastopom leta 1980 v Števljanu in tam smo prejeli kar 5 nagrad kot mladi ansambl, 5krat mislim, da smo se tam udeležili festivala. Sporedno s tem smo se udeleževali ptujskih festivalov, dobili zlate plakete in kasneje za prvo ploščo, drugo in tako naprej zlate plošče. In potem je bila še Lojtrica Domačih, za popularnost smo dobili neke peteline zlate tudi. V glavnem teh priznanj je kar dosti bilo, ampak mi smo na festivale šli predvsem zaradi tega, da smo takrat v istem času lahko prišli do studija in snemali nove skladbe. Lepo. In tudi danes pričakujete priznanje za zadnjo zgoščenko. Ja, nekaj nam je obljubljeno. Kako? Nekaj nam je obljubljeno. Vam je obljubljeno? No, potem pa preveriva. Jaz prosim zdaj, da pride na oder predstavnica založbe Zlati zvoki in TV Golica, gospa Ljubica Škurej-Jazbinšek. Iskrene čestitke fantom z vseh vetrov za izjemno 40-letnico delovanja in pa seveda za zlato priznanje, za zlato prodajo, zadnje plošče, skupaj zapuščava mladost. Fantje moji zlati, ostanite takšni, nič drugačni, na vas smo ponosni tudi mlada generacija. Mi špilamo, mi pojemo vaše skladbe tudi na veselicah in da bo še temu dolgo tako. Hvala vam za vse, kar nam dajete, radi vas imamo. Hvala TV Golica in hvala za prijazne besede Ljubici Škurej-Jazbinšek. Ta koncert se bo podaljšal pomor za 10 minut. Ja, to je pa tako, če je veliko fantov na odru. Torej, čakala celih 33 let. Hvala vam, fantje. Skoraj bi rekla, da sem jaz že mečkano ljubosumna tukaj na odru. No, ampak šalo na stran, fantje, iskrene čestitke in seveda naj kar zazveni naslovna pesem zadnjega CD-ja, s katero se člani ansambla Fantje z vseh vetrov tudi zahvaljujejo svojim družinam, zlasti ženam, ker so jih podpirale in jim omogočale, da so ustvarjali in živeli svojo glasbo. Skupaj zapuščajva mladost. Saj pa hitro nam bežijo
Fantje se boste tepli potem po prireditvi. Življenje je lepo, čeprav ne vedno veselo. Življenje je dar in kot takšnega ga moramo sprejeti. Življenje je prepleteno, včasih zapleteno. V njem se srečujejo različna obdobja. In če smo pravkar slišali pesem, ki je govorila o zapuščanju mladosti, bomo zdaj slišali eno povsem drugačno. Ta se veseli novega življenja. Nocoj ga pijemo! Yeah.
dvorani in mamica, in ščernica, in kasneje bo še sinko, kot je vizionarsko napisal Tone, in lepo se pozdravljeni. Včasih se zdi, da so besede dom, družina, slovenska zemlja, slovenska ljudska pesem, nagelj na oknu, fantovska pesem, nekaj, o čemer ni vredno govoriti. Nekaj, kar je bilo, a je minilo. Nekaj, kar je povsem zaprašeno in celo nepotrebno. Pa vendar je to tisto, kar v resnici smo. Prav vsi nekje globoko v sebi hrepenimo po ljubezni, prijazni besedi in iskrenih medčloveških odnosih ter toplem domu. Pa smo spet pri eni lepi. Tam smo doma. Tam smo doma, kjer ptica zahrana ravnice budi. Tam smo doma, kjer sonce v goricah na tebe zvoni. Tam smo doma, kjer zemlja visoko nebo zahiti. Tam smo doma, kjer morje obliva sivine iskane čeli. Tam smo doma, kjer lipovo sivje pokojno leti. Tam smo doma, kjer nagede klitu na oknu cveti. Tam smo doma, kjer zadnje čuri na pamet zvoni. Tam smo doma, kjer fantovska pesem ubrano na vasi zveni. Tam smo doma, kjer križajo se že stoletja poti. Tam smo doma, kjer vihra nam vsaka sledove pusti. Tam smo doma, kjer svete spomladi se spet obnovi. Tam smo doma, kjer rasejo zdrave mladike in roce krepi. Lepo se skupaj! Tam smo doma, kjer je naša Slovenija. Tam smo doma, kjer je naša Slovenija. Ja, lepo je doma. In fantje so se radi vračali domov. Ampak vedno jih je gnalo na odre, pa v svet. In vedno so bili bolj nemirnega duha, tako smo slišali. Ja? Vse to bi lahko razmišljali tudi po tem, kar smo slišali z
vaših zgodb. Na začetku je bil vlak, to smo že obdelali. Pomembno prevozno sredstvo je bil ta vlak, tudi avtobus, to smo slišali, kaj se je dogajalo, kasneje pa ste si nekako pomogli in ste si kupili avtomobile. Menda je bil zelo Wartburg. Se spomnite kakšnega dogodka? Dva Wartburga smo imeli. Enega mu Joe, enega mu pa Franco Pupis, ampak on je mu pa še enega, tako da Wartburgi so bili. Zgodilo se je pa, smo se enkrat vračali iz enega igranja, posim, sneg je padal, tako, nič, tudi golobi so hodili peši, vse tako je bilo. Franco je mu 2 meseca izbit, pa Wartburg, zdaj tisti, ki se malo zastopite, veste, to je bil, se rekli, Zweitakter, ne, pa je šlo prvo, ne, ni nič motor bremzal, ne, pritisek pa se je stalo, ne, mi se peljemo, kar naenkrat Madanca tista cesta začne plesati in je to cajt plesala, da smo šli tem gradom dol. Pa je pa Tone stopil na sceno, ker on je pa znan potem, da ima, a veste kaj ima Tone traktorje? Zdaj povedal. Ja, moram reči seveda, tukaj je Mišo rekel, mi smo zleteli dol po enem bregu in prestali na eni nivi. Tista niva, rešitev je bila edino to, da zdaj tistih 400 metrov mi se prebijemo ven. In tolikle, in seveda Franc je bil šofer, jaz pa Mišo, smo pa vzadrila. Jaz sem dušo izpustil, moram še zdaj. In jaz sem takoj začel tul po traktor. Spet, Mišo tul, jaz sem tul. Jaz spet po traktor tu ne bo šlo. 4 ure. 4. Mišo je pa pol rekel, viš pa, bom je šel za volan. In gre Mišo za volan, je pa Franci rinul. Tisti moment se je avto premaknil. In mi zvozimo to pod 400 metrov in vas Dišava. In potem je Mišo skozi po Veselicah mene s tem traktorjem. Pa traktor, enkrat je pa on na vaji razlagal, je rekel, viš pa, včeraj sem jaz doživel, so tam meni zleteli nekaj, tam en blat, pa me pokličali ven, je rekel, da ne grem pomagati. Jaz sem rekel, jaz sem šel sam, veš pa sem jaz naredil, jaz sem se naslonil na avto, pa sem tulil. Jaz mi rad tako delam. In jaz sem rekel, takrat mi je požgal, sem rekel, zakaj sem jaz takrat tulil traktor. Zato, ker Mišo ni čist načril. Ta traktor mi je razlagal 3 leta po Veselicah, in zdaj smo to razčistili, zakaj ne. Torej, Mišo je samo tulil, porival pa ni. Tudi danes nič več ne vidim. To zahecala, to je resnična zgodba in se čudim, da je Franco, njegovi teksti so več ali manj resnični, da ni še na temo Wartburga napisal polko, ki bi bila zanimiva, tisti pardon. Mogoče ideje za naslednje tekste. Mi pa bomo zdaj slišali eno od pesmi, ki pripoveduje zgodbo o fantu, ki se je s 3 kamenčki v žepu odpravil pod dekletovo okno. Ja, prav? V tem oknu naj bi gorela luč, ampak nevihta je ugasnila luč in vse luči v vasi. Fant pa je menda 3 kamenčke spravil. In kdo ve, če jih ima še? Jaz sem mislil, da mu bi jih pol pokazal. Poglejte, po 40 letih smo mi ti original kamne najdli. In zdaj se vi predstavljate, kakšne kamne je metal Pupis. Po moje bi ga kazensko vadili. Edino rešitev je ta, da bi zastarali. In treba še rešitev. Res, moram in ti zdaj na Franci, čak nekaj sem dal, sem rekel, če še kdaj te zagrabili, da boš kamne metal, pogled tele 3 pa sprav. So manjši, kjer pa noč moj težav. Ta pa sprav, ti se spomnil, kjer ti je. To je pa zame tako, kot da bi zlato ploščo dobil.